Tukaj imamo plod Jonagolda. Vidimo, da v tem času še ni dovolj zrel, ni še dovolj obarvan, ampak prišlo je do napada jabolčnega zavijača in tukaj je potem ličinka ponavadi zleze ven ali pa skozi luknjico, skozi katero je zlezla, potem tele iztrebke ven daje, ampak problem je, ker potem tukaj začne plod gniti in potem, ker se tišči še drugih plodov, potem seveda pride do gnitja tudi drugih plodov. Tako da take plodove najboljše, da odstranimo. Letošnje leto je bilo, v bistvu smo imeli 3 ekstremno vroča obdobja in to vroče sonce je na žalost delalo škodo tudi v sadovnjaku. Tukaj vidimo prežgane plodove, tukaj zadaj vidimo plod, ki je pravilno rdeče obarvan, ta je skurjen. Take plodove bomo obirali v prvi rundi in jih bomo morali pojesti takoj, potem bodo še v redu, če niso ponekod že preveč spečeni. Če ga primemo in če je mehek, potem je tisti plod na žalost neprimeren za uživanje. Na sončni strani zažgano. Tukaj lepo vidimo začetek poškodbe oziroma poškodbo zaradi ose, mogoče celo zaradi ptic. Poškodovana površnica, nekaj tudi notranjost in potem se na takem plodu začne gnitje in tak plod zgnije, še predno je primeren za obiranje. Na tem mestu poškodovan plod, prišlo je do gnitja, ta plod odstranimo, ampak tukaj že vidimo, tudi na plodu zraven že prihaja do okužbe, se pravi, bo propadel tudi ta plod, na žalost. Tipična sadna gniloba, tukaj je bila poškodba verjetno zaradi zavijača ali česa drugega in potem se širi v koncentričnih krogih in počasi zgnije cel plod.